trenutni ukrepi, ki se izvajajo v mestu Washington, prestolnici Združenih držav, in v Ljubljani so si do neke mere podobni. V Washingtonu je prav tako imenovan stay at home order, kar pomeni, da naj bi ljudje delali od doma, da ne hodijo na nepotrebne odhode od doma. Zaenkrat je rekreacija še vedno dovoljena tudi izven meja občine, za razliko od Slovenije, ampak načeloma se te ukrepi saj načeloma ne bi izvajali podobno kot v Sloveniji. Zdaj, dejansko pa verjetno je pa občutna razlika, recimo v Ljubljani, kjer trenutno bivam, to seveda ne bo res za vse predele Slovenije, je koncentracija trgovin in tržnic na prebivalca višja kot v Washingtonu, kar seveda pomeni, da se lahko obiskovalci trgovin malo bolj razbijajo kot v Združenih državah. Tam je običajno večja gneča, kar pomeni, da se redno preskrbovanje s hrano je zaradi tega malo oteženo. Kar pa zadeva poučevanje, se prav tako trenutno zadeve odvijajo zelo podobno. Na ljubljanski pravni fakulteti, kjer tu trenutno gostujem, predavam vsaj jaz preko Zooma. S tem nekateri od kolegov počnejo stvari drugače, nekateri so razdelili gradivo in pričakujejo od študente, da bodo to sami predelali, nekateri snimajo različne videe. Da pristopi na Univerzi v Ljubljani so drugačni do poučevanja nadaljavo. Medtem ko recimo na Georgetownu imamo vse centralizirano, vse je v drugi teden marca, torej od 7. do 15. marca so bile pomladanske počitnice, kar pomeni, da so vsi naši študenti odšli domov in jim bilo že na začetku počitnic povedano, da se ne bojo vrnili nazaj v svoje sobe, da bojo predavanja do nadaljnjega potekala nadaljavo. Kar pomeni, da so se v bistvu mičkeno bolj vnaprej pripravili na poučevanje nadaljavo. Ena stvar, ki je lažje, je, da smo mi na to že vnaprej pripravljeni nasploh. Zakaj? Za razliko od Ljubljane, kjer po zimi redno plužimo ceste in pločnike in posipamo s peskom in soljo, se to v Washingtonu počne tako. Včasih ja, včasih ne, bolj neredno. Zakaj? Ja, zato, ker je Washington precej bolj južno v primerjavi z Ljubljano. Mislim, da je na ravni Aten približno, ne? Kar pomeni, da se tam, kadar zapade sneg, se ne pričakuje, da bo do jutra vse spluženo. Zato imamo redno v rednem letu, lansko leto in predlani, je bila šola zaprta vsaj 3-4 dni. In že zato imamo vsi vnaprej pogodbe z Zoomom in se pričakuje, če bo šola zaprta, da se poučijo prek Zooma. Tako da bi vsaj ta prehod bolje koordiniran in malce lažji, ker smo že navajeni na to vrstni način poučevanja, vsaj do neke mere. Zdaj, odvisno od kolega, kako največ dela opravljaš. Recimo, večina mojega dela se opravi prek interneta in to seveda se nemoteno nadaljuje. Če se seveda zmorem skoncentrirati do te mere, da lahko nadaljujem na raziskovalno delo, to je zdaj malo teže, ker imam doma 3 osnovnošolske sinove, ki naj bi prav tako opravljali šolske obveznosti, obenem pa naj bi jaz opravljala redne delovne obveznosti, tako da ta koordinacija je precej bolj zahtevna za tiste od nas profesorjev, ki imamo mlajše otroke. Za tiste, ki nimajo mlajših otrok, v bistvu delo poteka enako, kot je prej. Težje je pa za profesorje, ki pri svojem delu potrebujejo recimo osebni stik. Naprimer, pravna zgodovina se v glavnem opravlja raziskave se delajo na terenu in v arhivih. To delo seveda je zamrlo. Raziskave, kakršnikoli kvalitativni intervjuji, to ni več stika z ljudmi. Seveda lahko opraviš nekaj prek interneta, ampak kvaliteta teh izmenjav je bistveno nižja prek interneta, kot če imaš lahko nek osebni stik. Tako da se različno lotevamo teh stvari. Mislim, da zaenkrat večina mojih kolegov nekako končuje projekte, ki so bili že v delu in ne začenja nekih novih raziskovalnih projektov. Recimo, jaz moram dokončati 2 članka, tako da bom do poletja recimo še precej zaposlena s temi in upam, da takrat se bo tudi že otroci bojo lahko več časa zunaj preživeli in potem manj pomagati pri odštevanju in množenju in prebiranju različnih sestankov. Recimo ena od sprememb, naprimer, mi doma imamo načeloma striktno politiko brez zaslonov. Recimo v Združenih državah sploh nimamo televizorja. Tudi otroci načeloma nimajo dostopa do tablic med rednim šolskim letom. V šoli sicer imajo tablice oziroma računalnike, ki jih dobijo od šole, ampak doma nimajo do tega dostopa.
Zdaj ne gre drugače, kot da ima vsak svojo tablico. In smo pač dosegli nek kompromis, da delajo šolsko delo na tablici in imajo potem za nagrado zaenkrat 45 minut na dan videoigric. Upam, da bomo tako nadaljevali, je pa res, da je učinkovitost seveda padla. Ko so v šoli vsaj 8 ur na dan, kar pomeni, da imam jaz 8 ur nemoteno, da lahko delam svoje delo. Zdaj pač, če imam 1 uro v kosu nemoteno, je že veliko. Je že kompromis, kada je predavanje, imam 2 uri v kosi predavanje, kako doseči, da me ne bojo motili med predavanjem. Pa še vedno včasih vskočijo v sobo, pa kaj vprašajo. V Sloveniji mi pravzaprav ne preseneča, da so ljudje dokaj disciplinirani in upoštevajo pravila, ker to tudi sicer počnejo. Zdaj, če pomislite, a boste prečkali cesto, kadar je rdeča luč za prehod čez cesto. Kakšen? Ampak velika večina ljudi bo počakala, da se semafor spremeni na zeleno. V Ameriki so ljudje bolj navajeni neke svobode, da se sami odločajo, kaj je zanje najboljše. In se to seveda odraža tudi na tem, da se mičkeno težje sprejmejo omejitve, torej da sami, recimo guvernerji posameznih zveznih držav, težje naložijo neke omejitve in potem ljudje rabijo več časa, da se dejansko začnejo spoštovati te omejitve. Tako da to je ena velika razlika in da recimo v Sloveniji smo malo recimo doma, malo zdolgočaseni, malo siti drugega. V Ameriki pa vsaj moji kolegi čutijo bistveno bolj kot omejitev nekih osebnih svoboščin, kar se potem odraža, ko gledamo recimo odziv svojih kolegov na ukrepe, ki jih univerza izvaja, se odraža v tem, da izražajo nek optimizem, da vsej mogoče pa ne bo, mogoče so pa projekcije napačne. V Sloveniji se tovrstnih mnenj manj sliši kot v Združenih državah. Recimo smo imeli pred 2 tednoma sestanek profesorskega zbora in vprašanje je bilo, kaj narediti z ocenami. Mi imamo samo en izpitni rok. Ta izpitni rok se začne 1. maja in traja 10 dni za vse izpite. Torej je zelo velika verjetnost, da bodo te izpiti oteženi. Že zdaj je bil sprejet ukrep, da bodo vsi izpiti nadaljavo, v redu. Je pa seveda velika verjetnost, da če se bodo trendi okužb in resnih okužb v Ameriki nadaljevali, da bodo naši kolegi v bolnici, da bodo administratorji, ki morajo izpeljati tega postopka vnašanja ocen, prenašanja ocen na študentske indekse in tako dalje, da bojo oni omejeni glede kadra in glede zmožnosti nekako izpeljati vse te zadeve. Smo imeli pred 2 tednoma sestanek in je bil sprejet nek sklep, da bomo pač olajšali študentom pripravo na izpite, tako da lahko oni po opravljenem izpitu in oceni izberejo, da bojo dobili samo opravil obveznosti ali pa oceno in bojo potem sami izbirali. Zdaj, par mojih kolegov je omenilo, čakajte malo, to je pa izredno optimistično in naivno, da bo to dejansko delovalo, a ne bi razpravljali še mogoče, ali sploh izpite odpovedati, ali jih odložiti na kakšen daljši termin. In bo zelo veliko odzivov na to, ne, sej še nismo tam. Sej mogoče bo pa čez 2 tedna zadeva bistveno boljša. In zdaj, če pogledamo trenutne številke v Združenih državah, je zadeva bistveno slabša. Verjetno celo slabša, kot sem še jaz, pa sem precej pesimistična, kar se tega tiče, pričakovala. Prav resnega nasveta nimam, ampak pač upam in svetujem vsem, da se pač držimo teh pravil, da bojo, upam, čim prej popustila, da se lahko spet začnemo vsaj gibati izven meja občine in družiti med sabo. Edino eno stvar bi pa dodala, kar je recimo dodatno vprašanje, in sicer stvar, ki jo opažam v Združenih državah, ki jo moja univerza Georgetown že počne, pa recimo se te razprave v Sloveniji še ne odvijajo do te mere, in sicer kaj bo z jesenskim semestrom. Ne samo, kako zaključimo ta semester, ampak kako potem zadeve peljemo naprej. Te pogovori že do neke mere potekajo in recimo v Sloveniji tega se ne sliši. Je pa tudi res, da v Sloveniji nisem sama udeležena v teh pogovorih, medtem ko na Georgetownu pač kot član fakultete sam.